Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je s prireditvijo v slovesnem ambientu Viteške dvorane Brežiškega gradu obeležila prvo desetletje svojega obstoja. Ob tem so podelili priznanja in nagrade fakultete in se zahvalili vsem, ki so kakorkoli prispevali k nastanku in razvoju Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. V Slovenijo prihaja študijski program za izpopolnjevanje za pametne zgradbe. Program so sooblikovali slovenski partnerji, v projektu sodelujejo Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto. Omenjeni so skupaj s partnerji iz Hrvaške in Italije na pol poti pri razvoju projekta, katerega glavni cilj je razvoj kurikuluma programa pametnih zgradb. Kot pravijo, bo ta narejen po meri gospodarstva, saj bo vseboval več različnih področij. Projekt Gradovi Posavja, ki združuje grad Podsreda, grad Rajhenburg, galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, grad Sevnica, grad Brežice in grad Mokrice, je prejel nagrado Jakob 2020 in naziv ambasador inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine. Naziv in nagrado bodo prejeli 29. januarja na slovesnem odprtju 31. sejma Alpe Adria v Ljubljani. Na taboru poklicnih priložnosti, ki je potekal v Mladinskem centru Krško, so devetošolci iz okoliških osnovnih šol skozi zanimiva predavanja, kreativne delavnice, zabavne igre in praktične oglede podjetij spoznavali poklice in zbirali informacije, ki jim bodo pomagale pri odločanju glede nadaljevanja šolanja in izbiri poklicne kariere. Učenci so imeli, poleg praktičnih delavnic pod mentorstvom mladinskih delavcev, na katerih so spoznavali sami sebe in svoje kompetence, tudi več predavanj. V soboto 14. decembra v Kulturnem domu Krško pripravljajo pogovorni večer z najbolj branimi slovenskimi avtoricami, in sicer Mileno Miklavčič, Melito Kuhar, Damjano Bakarič in Silvijo Jovanovič. Zdrav partnerski odnos temelji na predvsem medsebojnem spoštovanju. Medsebojno spoštovanje pomeni, da spoštujemo različnost partnerjev. Skupaj v odnos preko zaljubljenosti vstopita dve osebi, ki sta različni. Potrebno je spoštovati to, da smo dejansko zelo različni. Moje razmišljanje o odnosih vedno teče v smer, kako najprej sama pri sebi spreminjati odnos do sveta, ker se svet sam spreminja in ni nekih stalnic. Naprej me pa najbolj zanimajo odnosi med ljudmi. V nas je, da naredimo vse, da gremo, se odpremo, stopimo med ljudi, zlasti med tiste, ki bi nam bili mogoče pisani na kožo. Odnos je lahko nekaj, kar te osrečuje, lahko je pa nekaj, kar te ubija. Zdaj je pa na nas, na meni, na tebi, kaj bova z tega naredila. Jaz ugotavljam iz tega, kar počnem, da je prva stvar, ki jo moramo nekako večina ljudi razdelati, odnos do samega sebe. Brez tega, če nimaš tega poštimanega, imaš težko zdrave in kvalitetne kakovostne odnose z drugimi.